Ameriški predsednik Donald Trump in francoski predsednik Emmanuel Macron sta na slavnostni večerji v Beli hiši drug drugemu izrazila prijateljstvo med državama. Na prvi državniški večerji, ki jo je organizirala Melania Trump, je bilo malo čez 120 gostov. Trump je v zdravici omenil nadaljevanje toplih odnosov med državama, Macron pa se je zahvalil za čast, da je prvi tuji voditelj na državniški večerji. Med sabo sta se izmenjala več vljudnostnih besed, med samim obiskom pa sta se trepljala po hrbtu in se poljubljala na lica. Sama državniška večerja je bila sicer res slavnostna, a ne tako množična kot na primer prva državniška večerja Baracka Obame, ki je gostil kar 330 gostov, pri Trumpu pa jih je bilo le 123. Moškega, ki je v Torontu pred 2 dnevoma namerno zapeljal kombi v množico pešcev, so na sodišču obtožili 10 umorov prve stopnje in 13 poskusov umora. 25-letni osumljenec Alek Minassian je v ponedeljek namreč do smrti povozil 10 ljudi, 15 pa huje ranil. Včeraj so ga na sodišču že obravnavali in ocenili, da razume, kaj se dogaja. Pred incidentom ni bil znan policiji in ni imel kazenske kartoteke. Sicer pa je študent na koledžu Seneca v Torontu, kjer je tudi raziskovalni pomočnik v projektu za razvoj programske opreme na spletni strani Seneca. Od avgusta do oktobra 2017 je bil član kanadskih oboroženih sil, v tistem času je bil na osnovnem usposabljanju, ki pa ga ni uspešno zaključil. Sosedje so ga opisali kot tihega, mirnega človeka. Poljak Bartolomej Wlodarczyk in njegov poslovni partner Leszek Kowalik sta predstavili napravo, s katero se lahko prepreči krajo avtomobila. Wlodarczyk je dobil navdih za napravo potem, ko so tatovi skušali ukrasti njegov avto tako, da so kopirali signal, ki ga je prenašal ključ njegovega vozila. Veliko sodobnih vozil se namreč odklepa in zaklepa z elektronskimi ključi s frekvencami, tatovi pa s posebnimi sprejemniki posnamejo frekvenco, ki jo oddaja ključ. To nato uporabi tat, ki je v bližini avta. Poljaka pa sta naredila majhno napravo z mikroprocesorjem in senzorjem gibanja, ki blokira signal ključa na voznikov ukaz. Zdaj gre za drugačen pristop, saj so do zdaj zavarovali vozila, ne pa ključev.